Lep pozdrav vsem skupaj. Bomo še malce počakali, da se nas malo več zbere, pa bomo potem začeli z našim tretjim spletnim seminarjem. Martina, zdravo, pozdravljena. Valter, pozdravljeni, dober večer, še enkrat hvala za vaše zelo lepo sporočilo, ki sem ga prejela v svoj nabiralnik in upam, da sem s svojim odgovorom odgovorila oziroma dobro odgovorila na vaše zastavljeno vprašanje in še enkrat res velike pohvale za to, da nas spremljate oziroma se učite slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika in tako zavzeto spremljate torej naše spletne seminarje. Barbara, zopet pozdravljena, me veseli. In Slavica, Loreta, pozdravljeni. Upam, da boste kljub nekoliko pozni uri torej zdržali še en ta torej zelo zanimiv spletni seminar, ki sem ga pripravila. In sicer danes se bomo bolj kot ne ukvarjali torej s tem, zakaj sploh moramo obnavljati slovnična pravopisna pravila in zakaj je dobro, da nenehno temu tudi sledimo. Ivi, pozdravljeni v naši družbi, zdravo. Valter, me veseli, da sem odgovorila na vaše vprašanje. Je pa res zelo zanimivo, na kakšen način recimo primerjate torej vaš jezik, vaš materni jezik, torej italijanščino in slovenščino, kako na nek način torej prilagajate ta pravila oziroma jih primerjate. Se pa slovenščina in italijanščina seveda kot jezika, ki spadata dve različni jezikovni skupini, tudi zelo razlikujeta. Tako, da ne bo naš spletni seminar oziroma webinar danes predolg, predlagam, da kar začnemo. Torej, lepo pozdravljeni v tretjem spletnem seminarju in sicer danes bomo v nekako 30 minutah poskušali polikati svoje znanje slovenskega jezika. Moje ime je Ana, mnogi me poznajo kot nič kaj zafrknjeno slovenistko, kmalu magistrico in v bližnji prihodnosti tudi doktorico slovenskega jezika. Menim, da je tale čuden korona čas odlična priložnost tudi zato, da recimo poglobimo in osvežimo svoje znanje o pravopisnih ter slovničnih pravilih slovenskega jezika. Prav zato smo se pri Limeti odločili, da enega izmed 4 brezplačnih spletnih seminarjev namenimo prav temu. Drugače se pri Limeti ukvarjamo predvsem s prevajanjem besedil, pisanjem jezikoslovnih člankov in izvajanjem interaktivnih delavnic za večja ter manjša podjetja. Najprej se mi zdi prav, torej, da začnemo čisto na začetku. Name kot na relativno mlado slovenistko je bilo že večkrat naslovljeno z različnih strani eno in isto oziroma zelo podobno vprašanje. In sicer to je, zakaj moramo nenehno obnavljati svoje znanje slovenskega jezika, zakaj moramo tako slediti spremembam na področju slovničnih in pravopisnih pravil. Svoje razmišljanje sem nekako usmerila oziroma v odgovor vključila 2 citata. In zdi se mi prav, da na to vprašanje torej si vsi skupaj odgovorimo na začetku tega spletnega seminarja, torej zakaj moramo nenehno obnavljati svoje znanje v slovenskem jeziku. No, prvi citat oziroma moje razmišljanje nekako usmerja citat
Po mojem mnenju enega izmed najpomembnejših, najvidnejših in meni najljubših jezikoslovcev današnjega časa, Kozme Ahačiča, ki je v enem izmed svojih intervjujev dejal, da je pouk v jeziku pouk o tem, kakšni smo. Se pravi, način naše komunikacije, ne glede na to, ali gre za pisno ali ustno komunikacijo, predstavlja nas kot osebo, kot celoto. Se pravi, nenehno moramo skrbeti, da v obnavljanje svojega znanja vključujemo tudi obnavljanje znanja o svojem maternem jeziku in s tem krepimo tudi naš socialni ter kulturni kapital. Na drugi strani pa je citat meni najljubšega slovenskega pisatelja Ivana Cankarja, ki je v svojem romanu Na klancu, sicer v nekoliko drugem kontekstu, zapisal, da kolikor bolj je hlapec hlapčevski, toliko bolj gosposki je gospod. Ta citat bi rada preusmerila na področje slovenskega jezika v smislu, da je slovenščina danes kot v bistvu jezik, ki ga govori nekaj več kot 2 milijona ljudi, vseeno pred nekakšnim izzivom. Jezik je vedno živ organizem, se spreminja in nenehno potrebuje neke določene sistemske rešitve. In kot vemo, v slovenščino pospešeno prihajajo tujke, besede z drugih jezikov, ki pa jih je treba tudi umestiti v obstoječi sistem. Seveda skladno s tem pa se spreminjajo tudi slovnična in pravopisna pravila. Sicer bolj na dolgi rok, ampak ko se spremenijo, so te spremembe bolj korenite. Zato je treba res dosledno upoštevati slovnična in pravopisna pravila, se izobraževati na področju maternega jezika, ker to je ena izmed osrednjih nalog, ki jih imamo Slovenci kot narod. Jezik je nenazadnje pomemben del narodne in narodove identitete in je steber vse kulture. Tako, mislim, da smo si zdaj res nekako odgovorili na to vprašanje, zakaj moramo se na tem področju nenehno izobraževati in lahko dodobra zagrizemo v naš spletni seminar. Verjamem, da se tudi vi večkrat znajdete v jezikovni zagati. In to jezikovno zagato navadno vpišete v svoj najljubši brskalnik. In lahko se pohvalimo, da bo eden izmed prvih zadetkov, ki ga boste našli ob iskanju vaše jezikovne zagate, zagotovo blog naše agencije Limeta. Trudimo se, da torej vsak petek na našem blogu objavimo praktične in hudomušne nasvete za neko boljšo rabo slovenskega jezika. Odpiramo aktualna vprašanja in poskušamo zopet opozoriti na tista že dodobra ustaljena slovnična in pravopisna pravila. Zato vas mogoče na tem mestu pozivam, da se na blog naše agencije tudi naročite. No, potem je tukaj spletišče Fran. Gre za torej spletišče oziroma portal Inštituta Frana Ramovša, Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ki v današnji dobi digitalizacije hrani večino normativnih priročnikov in slovarjev slovenskega jezika. Tisti priročnik, ki bo odgovoril na vaše vprašanje, kako pa se zdaj to prav napiše, je zagotovo slovenski pravopis iz leta 2001, ki še vedno velja za eno in edino normo slovenskega knjižnega jezika. Potem je tukaj seveda še slovar slovenskega knjižnega jezika, ki bo odgovoril na vaše vprašanje, kako se recimo beseda prav zapiše, kaj v bistvu pomeni in recimo v katerih besednih okoljih se pojavlja. Na spletišču Fran boste našli tudi e-pravopis. Na tem mestu bi rada opozorila, da to ni torej pravopis kot normativni priročnik, ampak v e-pravopisu so zbrani samo neki predlogi, rešitve, ki bodo morali biti upoštevani v novem slovenskem pravopisu. Pravopisna komisija pri ZRC SAZU se zelo trudi in že pripravlja nov slovenski pravopis in v javno obravnavo daje tudi različna vprašanja in pri tej javni obravnavi lahko sodelujete tudi vi. Potem je tu jezikovna svetovalnica Frana Ramovša, ki je prav tako dostopna na spletišču Fran. Tam strokovnjaki odgovarjajo na vprašanja vseh nadobudnih jezikoslovcev in jezikoslovk. Vprašanja so lepo zbrana po tematskih področjih. Potem, če ne boste vedeli, kako se določena beseda, recimo kako se pravilno sklanja nekateri samostalniki, spregajo glagoli ali stopnjujejo pridevniki, je tukaj Slolex, in sicer posodobljena različica slovenskega oblikoslovnega leksikona, ki vam bo, verjamem, pomagala iz marsikatere zagate.
In ne nazadnje je tukaj še jezikovni spletovalec, gre za avtorsko rubriko naše agencije Limeta, ki jo pripravljamo v sodelovanju z multimedijskim portalom Radia Televizije Slovenija. In sicer v najnovejši sezoni jezikovnega spletovalca sem svetovala o tem, kako pravilno zapisati nekatere vidnejše besedilne vrste, recimo uradni dopis, življenjepis, priporočilo in recimo tudi zahvalo. Tako, zdaj, ko poznamo 5 prvih pomoči, torej kam se obrniti, ko se znajdemo v jezikovni zagati, pa sledi tisti ključni del našega spletnega seminarja. In sicer, sprehodili se bomo skozi najpogostejša pravopisna in slovnična pravila, ki opažamo, da so vse pogosteje torej kršena predvsem v publicističnih besedilih in v različnih uradnih dopisih. Verjamem, da bomo tako res dobro polikali svoje znanje slovenskega jezika. Naj vas ob tem torej opozorim, da mi lahko že med samim spletnim seminarjem torej postavite kakšno vprašanje. Se bom potrudila, da bom na čim več vprašanj odgovorila že sproti. Sicer pa se lahko po končanem spletnem seminarju seveda razvije kakšna zelo dobra in konstruktivna debata. Če boste imeli seveda še kakršnokoli vprašanje po seminarju, mi ga lahko zastavite torej tako na skupini za polikan jezik ali pa enostavno vprašanje pošljete na moj elektronski naslov. Tako, začeli bomo na začetku in sicer z pravilnim zapisovanjem datuma in časa, ker pa če znamo pa kaj, pa znamo zapisati datum in čas. Pisanje datuma v slovenščini je popolnoma preprosto. Datum se v slovenščini piše nestično, to pomeni s presledkom za vsako posamezno sestavino. Datum, recimo pred celoten datum lahko v kakšnem uradnem dopisu ali pa recimo v vabilu vrinemo tudi besedico dne, torej prislov dne, ampak v tem primeru mora biti ime meseca, če je zapisan z besedo, obvezno v rodilniku, torej v drugem od 6 sklonov v slovenščini. Tako je prav Ljubljana dne 22. oktobra in ne Ljubljana dne 22. oktober. Prav tako se nam zgodi, da moramo datum kot nek dodaten podatek, informacijo umestiti v poved oziroma v stavek. In ker gre za neko dodatno informacijo, za neke vrste vrinjen stavek, moramo ta datum obvezno na levi in na desni strani tudi ločiti z vejico. Tako je prav, torej prireditev bo v torek in potem postavimo vejico, sledi podatek, kateri torek bo zdaj potekala prireditev, torej 22. oktobra, potem zopet napišemo vejico in dodamo podatek recimo o uri, torej ob 18:00. Tudi pri pisanju torej časa se pojavlja kar nekaj jezikovnih zagat, ki jih bomo prav zdaj rešili. Torej zapisovanje v času v slovenščini se lahko odločimo torej za 2 vrsti. Ali za besedno zapisovanje, torej ob 18. uri, ali pa za številčno, torej ob 18:00, nikakor pa ne oboje. Najpogostejše napake, ki se pojavljajo pri zapisovanju datuma, je recimo ta, da datum pišemo stično, torej brez presledkov za vsako posamezno sestavino, ali pa da če je recimo dan v mesecu ali mesec v letu enomestno število, da pred to enomestno število vrivamo ničle. To je seveda napačno. Zdaj to vrivanje ničel je nekako v slovenski jezik oziroma v pisno komunikacijo prišlo predvsem z recimo izpolnjevanjem določenih elektronskih obrazcev, ki so že vnaprej sprogramirani tako za lažjo obdelavo podatkov. Na drugi strani se pa tukaj ponavadi oglasijo pravniki, ki pravijo, da je torej takšen zapis datuma boljši, da preprečimo recimo ponarejanje ali zlorabo nekih uradnih pravnih dokumentov. Jaz na tem mestu moram zagotovo zastopati stališča svoje stroke in reči, da obstaja oziroma verjamem, da je na voljo več različnih drugih bolj učinkovitih načinov za preprečevanje ponarejanja dokumentov, zato le torej sledimo pravopisnim pravilom in pišemo torej datum nestično, tako kot veleva slovenski pravopis. In zapisovanje časa. Najpogostejša napaka, ki se tukaj pojavlja, je, da torej zapišemo in številčno in besedno, torej ob 18. uri, kar je seveda napačno. Torej odločimo se za eno ali za drugo. Potem sta tukaj pomišljaj in vezaj, ločili, ki Slovencem prav tako povzročata kar nekaj težav. Res pa je, da če ju ne rabimo pravilno, se to zelo, zelo hitro opazi.
Pa pojdimo po vrsti. Torej, kdaj pišemo pomišljaj oziroma tako imenovano dolgo črtico, ki jo nekako kot bližnjično tipko na tipkovnici v spodnjem desnem kotu ne najdemo in jo navadno iščemo med simboli. Pomišljaj v slovenščini nekako rabimo največkrat, najpogosteje v treh primerih. Prvič kot tako imenovani predložni pomišljaj. Kot že samo ime pove, ta pomišljaj nadomešča predlog od do. To pomeni, da enostavno namesto predloga od do zapišemo pomišljaj in ta pomišljaj naznanja oziroma označuje neko določeno trajanje oziroma označuje nek določen razpon in se zato recimo najpogosteje rabi za recimo označevanja delovnega oziroma odpiralnega časa. Če rabimo ta pomišljaj stično, se pravi kot predložni pomišljaj, ga moramo obvezno rabiti stično. To pomeni brez presledka na levi in na desni strani pomišljaja, se pravi pomišljaj se na levi in na desni strani torej dotika v našem primeru števke. Seveda najpogostejša napaka, ki se pri tem pojavlja, je, da pomišljaj zamenjujemo z vezajem, kot vidimo recimo v primeru, ki je označen z rdeče, torej potrebujemo od 5 do 10 izdelkov. Pravilen zapis torej vidite obarvan z rumeno barvo, napačen pa z rdečo. Pomišljaj se v slovenščini rabi tudi kot tako imenovani dvodelni pomišljaj za označevanje torej nekih urinjenih stavkov, za označevanje nekih dodatnih pojasnil, kot vidimo recimo v drugem primeru. Spustili smo se v dolino in potem sledi neka dodatna informacija, pojasnilo, ker smo ljubitelji jezer, drugi pa so nadaljevali pot. Na tem mestu je običajneje rabimo vejico, vendar če želimo na ta del stavka našega naslovnika še posebej upozoriti, potem lahko uporabimo tudi pomišljaj, ki je v tem primeru nestičen. Se pravi, se na levi in na desni strani ne dotika ničesar, stoji samo presledek. In kot alinejni pomišljaj ga rabimo najpogosteje torej za naštevanje v samostojnih vrsticah, recimo ko v uradnem dopisu naštevamo priloge. In potem je torej tukaj vezaj, torej tako imenovana krajša črtica, ki jo kot bližnjično tipko na tipkovnici najdemo v spodnjem desnem kotu in se v slovenščini uporablja največkrat, torej najpogosteje za pisanje prirednih zloženk. Kaj so zdaj zloženke? Zloženke so tvorjenke, ki so nastale enostavno z zlaganjem večjih besed. In če sta ti besedi, ki jo zložimo torej v neko novo tvorjenko, novo besedo v enakovrednem razmerju, potem govorimo o prirednih zloženkah in jih v slovenščini zapisujemo navadno z vezajem. Tako recimo rumeno-zelen zapisan z vezajem pomeni rumen in zelen. Vzgojno-izobraževalna ustanova je ustanova, ki vzgaja in izobražuje. Je pa res, da lahko priredne zloženke v slovenščini pišemo tudi skupaj, kadar je prvi del zloženke okrnjena sestavina. Recimo Afroameričan je afriški Američan. Namesto da zapišemo arterijsko-venski, lahko recimo zapišemo arterijo-venski. Potem se vezaj uporablja tudi za zapisovanje podrednih zloženk, katerih prva sestavina je številčna oziroma črkovna sestavina, recimo C-vitamin, TV-sprejemnik, ter za sklanjanje kratic. Zakaj je pisanje vezaja tako zelo pomembno? Lahko pogledamo torej na primeru barv. Tako da recimo, drage jezikoslovke, ko boste naslednjič pisale svoji sodelavki ali pa prijateljici, da ima vaša sodelavka nov rumeno-zelen plašč, pazite, ali boste ta rumeno-zelen zapisale z vezajem ali brez. Ker, če recimo barvo rumeno-zelen zapišemo skupaj, brez vezaja, to pomeni barvo, ki jo dobimo, če zmešamo rumeno in zeleno, kot je recimo primer prve sličice. Če pa zapišemo rumeno-zelen z vezajem, pa to pomeni rumen in zelen, torej vaša sodelavka ima tako rumeno-zelen plašč, na katerem so jasno vidni odtenki rumene in zelene. Ampak nič kaj se torej ne sekirajte, če ne veste, kako se pišejo te zloženke, ker vse to namesto vas torej reši Slovar slovenskega knjižnega jezika in tudi slovenski pravopis. Zato ga le s pridoma tudi uporabljajte. Kot že rečeno, na spletišču Fran. Potem je tukaj raba 3 pik oziroma 3 pičja. 3 pičje se v slovenščini kot končno ločilo rabi nestično.
To pomeni, da na levi in na desni strani tri piče ne stoji ničesar, torej razen seveda presledka. Obvezno pišemo presledek. Prav tako pred tri piče ne vrivamo nobenih drugih ločil, recimo vejice, ker to tri piče že samo po sebi pomeni na neko določeno nadaljevanje. Je pa res, da se v uradnih dopisih, v uradnih elektronskih sporočilih, v strokovnih besedilih raje izogibajmo rabe teh treh pik oziroma tri piča. To pa zato, ker lahko v določenih primerih deluje nerodno, žaljivo oziroma celo sarkastično, če ga ne znamo pravilno rabiti. Zato namesto tega raje uporabljamo recimo okrajšave oziroma to tri piče zamenjajmo z okrajšavami, recimo in tako dalje in tako naprej in podobno. To je na nek način torej stvar praktične oziroma pravopisne stilistike, torej ne pogovarjamo se o tem, kaj je prav, kaj je narobe, ampak kaj je stvar boljše oziroma slabše izbire. Potem so tukaj vejice. Vejic na eni strani ni nikoli preveč, na drugi strani jih je vedno premalo in vejice povzročajo težave učencem, dijakom, že izkušenim jezikoslovcem. In naj vas spomenim, da tisto osnovnošolsko pravilo, ki kakor dače, vejica skače, še vedno velja. Ne velja pa osnovnošolsko pravilo, ki ga učitelji včasih zelo radi posplošujejo, in sicer, da vejica pred veznikom in ne stoji. Res je, da je otrokom v osnovni šoli precej težko pojasniti, kaj je to vrinjen stavek, ampak vseeno ne posplošujmo preveč, ker vejica pred veznikom in ali recimo tudi pred prirednim veznikom ter še velikokrat stoji. In danes si bomo pogledali, kdaj najpogosteje. In sicer vejica pred veznikom in najpogosteje stoji takrat, kadar gre za neko dodatno pojasnilo za navajanje nekih dodatnih informacij. Recimo vejica pred veznikom in stoji vedno takrat, kadar je ta veznik in v kombinaciji recimo s členkom sicer ali kazalnim zaimkom to, ki že sama po sebi nakazujeta na neko dodatno informacijo. Recimo živi v Ljubljani in potem sledi pojasnilo, v katerem delu Ljubljane, in sicer na Viču. Potem vejica pred veznikom in stoji vedno tudi takrat, kadar je pred celotnim veznikom in nek vrinjen stavek, ki se nanaša na prvi del povedi. Če pogledamo na primeru, rekel je, da bo spet prišel, vejica, in se poslovil. Se pravi, ta informacija, kaj je on rekel, gre za neko dodatno informacijo, ki se nanaša na prvi del stavka in mora v tem primeru obvezno pred veznikom in stati vejica. Res je tudi, da če postavimo vejico ali ne, lahko to zelo pomensko vpliva na celotno poved. Recimo, če ostanemo na tem primeru. Če pogledamo prvo poved, ki je torej brez vejice. Rekel je, da bo spet prišel in se poslovil. To pomeni, da nam je on takrat rekel, da bo spet prišel in da se bo takrat od nas tudi poslovil. Če pa vejico postavimo, pa lahko to pomensko zelo spremeni poved. Recimo, rekel je, da bo spet prišel in se poslovil. To pomeni, da nam je on takrat rekel, da bo spet prišel in se potem, ko je to rekel, od nas tudi poslovil. Se pravi, hočem povedati to, da če postavimo vejico ali ne, ne gre samo za vprašanje pravopisa ali slovnice, gre tudi za vprašanje pomensko vprašanje povedi, torej kaj nam poved sporoča. In vejica pred veznikom in stoji tudi takrat, kadar ta in nastopa v kombinaciji z drugimi podrednimi vezniki, recimo in če in ko. Pridem sam in potem zopet neka dodatna informacija, pojasnjevanje in če bo le mogoče, pripeljem še koga. Potem hitimo naprej in sicer zelo, zelo perečim jezikoslovnim in pravnim vprašanjem, če želite. Namreč tu bomo res na praktičnem primeru lahko videli, kako jezikoslovna norma uspešno prehaja tudi v druga področja našega življenja. Recimo zelo pomembno vprašanje, ki ostaja še vedno na nek način nerešeno, je stičnost okrajšav pri recimo zapisovanju teh okrajšav DO, SP, DD in ostalih.
Če pogledamo najprej, kaj pravi pravna norma, oziroma natančneje Zakon o gospodarskih družbah, ki pravi, da mora biti v imenu te gospodarske družbe ali samostojnega podjetja tudi oznaka oziroma ime, s katero ta gospodarska družba oziroma samostojnik podjetnik posluje. In potem so torej v tem zakonu navedene torej družba z omejeno odgovornostjo in okrajšava zanjo DOO, družba z neomejeno odgovornostjo in okrajšava zanjo DNO. In to je torej pravna norma, se pravi zakon, ki ga je seveda treba spoštovati in upoštevati. Vendar na drugi strani je jezikoslovna norma, ki pravi oziroma nekako narekuje, da sploh slovenski pravopis, da v slovenščini načeloma za vsako piko pišemo presledek. Se pravi, na eni strani imamo pravno normo, zakone, ki jih moramo upoštevati, in na drugi strani jezikoslovno normo, ki jo prav tako moramo upoštevati. Gre le torej za normo slovenskega knjižnega jezika. Zdaj, kaj izbrati, zakaj se odločiti, torej pisati te okrajšave skupaj, s presledkom za vsako sestavino ali ne. Moje priporočilo bi bilo, da se odločate na podlagi narave vašega dokumenta. Če gre za nek torej pravni, uradno-formalni dokument, potem upoštevajte pravno normo, drugače pa torej, če to dokument od vas izrecno ne zahteva, pa le sledite pravopisnim pravilom in za vsako okrajšavo ustrezno pišite tudi presledek. Potem je tukaj stičnost števke in simbola merske enote. Števka in simbol merske enote se v slovenščini vedno pišeta nestično, to pomeni s presledkom. Zelo pogosta pravopisna napaka, ki jo lahko odpravimo samo z eno tipko na tipkovnici, torej da pritisnemo presledek. Če pogledamo primer, torej 5 odstotkov, 5 evrov, 5 km na uro, 5 promilov. Skratka, števka in simbol merske enote se v slovenščini obvezno pišeta narazen, torej s presledkom. Napačno je, kot vidite, torej pisanje skupaj, brez presledka. Res pa je, da moramo včasih, recimo zlasti pri pisanju kakšnih letnih poročil ali preprosto pri navajanju recimo popusta, ki ga nudimo, tvoriti iz te enote pridevnik. To pomeni recimo 50 odstotkov, potem pridevnik 50 odstotni. In sicer tu se lahko odločimo za več različnih načinov zapisovanja tega pridevnika. In sicer prvi je, da to števko in simbol merske enote zapišemo skupaj brez presledka. Ampak še enkrat, prvi primer, torej 50 presledek odstotkov, pomeni 50 odstotkov. Če pa 50 in odstotke zapišemo skupaj, pa to pomeni 50 odstotni. Zato mogoče za rabo teh pridevnikov bolj priporočam, da med števko in simbol merske enote enostavno vrinete vezaj in se tako dejansko ne boste potem naslednjič zmotili ali na nek način torej zamešali pravila. Skratka, števka in simbol merske enote se v slovenščini vedno pišeta narazen. Potem se seveda tudi zgodi, ko urejamo kakšne uradne dopise ali dokumente, da enote, ki bi morali praviloma stati skupaj, recimo ime in priimek, potem datum, ime podjetja, tudi števka in simbol merske enote bi morali stati torej v isti vrstici. Ampak različni urejevalniki dokumentov zaradi določenega števila znakov v eni vrstici seveda določen del, recimo ime, pustijo v eni vrstici in priimek potem zdrsne v naslednjo vrstico. To je z vidika pravopisne stilistike slabše, se pravi, pogovarjamo se o boljših ali slabših izbirah, zato lahko samo, če pritisnemo torej zaporedje tip Ctrl, Shift in preslednica, dobimo tako imenovani nedeljivi presledek, ki bo to celotno enoto, ki bi sicer morala stati skupaj, pomaknilo torej v eno vrstico. Tako, pa smo se torej naučili oziroma podali še nekaj napotkov za urejanje besedil. In potem je tukaj večno vprašanje in lahko bi rekli, da če nogometni navdušenci pobirajo stave o tem, katera ekipa bo zmagala, potem navadno jezikoslovci, ko
pride do določene zagate oziroma dileme, pobiramo stave o tem, ali se določena beseda piše z malo ali veliko začetnico. Gre sicer za težavo, torej pisanje velike in male začetnice, ki je velikokrat v jeziku tudi nerešeno oziroma nerazrešeno. In ko iščete odgovor na svoje vprašanje, recimo ali se Parkinsonova bolezen piše z veliko ali malo začetnico, in po prebiranju in iskanju vseh mogočih odgovorov ugotovite, da je pravilno oboje. In ravno v tem je torej čar jezika, da dopušča tudi dvojnice, torej pri pisanju velike in male začetnice, vendar moramo natančno vedeti, kdaj uporabiti malo in kdaj uporabiti veliko začetnico, kljub temu, da je na splošno uveljavljena dvojnica, torej dopušča pravilno zapisovanje z veliko in malo začetnico. Zato sem v nadaljevanju zbrala nekako 7 večjih skupin, kjer se dejansko te težave največkrat pojavljajo, in zdaj bomo enkrat za vselej pojasnili, kdaj se torej določena besedna zveza piše z veliko in kdaj z malo začetnico ter seveda zakaj. Najprej imamo torej ta zelo znani primer, torej pisanje velike oziroma male začetnice, in sicer recimo Parkinsonova bolezen, Downov sindrom, Pitagorov izrek. Zdaj, na eni strani pravopis dopušča možnost pisanja z malo začetnico, ker v bistvu pravi, da je pridevnike na ev oziroma ov priporočljivo pisati z malo začetnico, ker označujejo neko določeno vrsto. In konkretno v tem primeru gre pač za določeno vrsto bolezni, ki ima točno določeno simptomatiko. Po drugi strani pa pravi, da svojilne pridevnike iz lastnih imen v zvezah, da je to priporočljivo pisati z veliko začetnico, sploh takrat, kadar gre za neko duhovno last. In če vzamemo primer Parkinsonova bolezen, je v tem primeru Parkinsonova bolezen bolje pisati z veliko začetnico, zato ker je bil Parkinson torej tisti, ki je prvi opisal ta potek bolezni in je na nek način torej to njegova duhovna last. Sicer tudi Slovenski medicinski slovar navaja oziroma priporoča pisanje z veliko začetnico, prav tako pa bo velika začetnica kot prednostna zapisana tudi v novem slovenskem pravopisu. Potem je tukaj občina, recimo Ljubljana, Maribor, Velenje, ali z veliko ali z malo začetnico. Če se odločimo za zapis občina z malo začetnico, potem v tem primeru mislimo na vrsto oziroma na funkcijo neke točno določene organizacije. Se pravi, gre za vrsto organizacije. Če pa recimo občino Ljubljana zapišemo z veliko začetnico, pa mislimo na ime neke točno določene, torej upravne enote, upravne skupnosti, upravne ureditve. Se pravi, glede na malo oziroma veliko začetnico se odločamo, glede na to, kaj želimo sporočiti. Potem je tukaj zelo priljubljeno družabno omrežje Facebook, kdaj ga pisati z malo in kdaj ga pisati z veliko začetnico. Facebook pišemo z malo začetnico takrat, kadar mislimo na družbena, družabna, socialna omrežja na splošno. Medtem ko, če mislimo na točno določeno omrežje, se pravi torej Facebook kot ime organizacije, pa se mora Facebook pisati z veliko začetnico, ker gre za stvarno lastno ime podjetja, organizacije. Če pa mislimo na splošno, pa lahko pišemo tudi z malo začetnico. Potem je tukaj recimo Miklavžev čaj. Če Miklavžev čaj zapišemo z malo začetnico, to pomeni samo, da gre za eno vrsto čaja, ki verjetno vsebuje točno določena zelišča, začimbe, ki spominjajo na ta decembrski praznični čas. Če pa Miklavžev čaj zapišemo z veliko začetnico, pa je to svojilni pridevnik, torej čaj, ki pripada Miklavžu. Potem je tukaj v bistvu še zelo zagatna in nerazrešena zadeva o pisanju določenih recimo regij oziroma enot, in tukaj se ponavadi torej, ne bom rekla, spremo na eni strani slovenisti in na drugi strani geografi. Torej, kdaj recimo pisati vzhodna Evropa ali severna, južna Slovenija z veliko in kdaj z malo začetnico. Z veliko začetnico bomo vzhodna Evropa pisali takrat, kadar gre dejansko za zemljepisna imena, ki pač zahtevajo ustrezno pisanje z veliko začetnico. Torej gre za poimenovanje regij, ki so pač posledica členitev na neke geografsko zaokrožene enote z nekim točno določenim pripadajočim ozemljem in točno določenim pripadajočim obsegom.
Torej, meje so v tem primeru natančno določene. Vendar v praksi vemo, da obstaja precejšnja razlika oziroma razhajanje med politično oblikovanimi in naravno geografskimi mejami, zato je ta vzhodna oziroma zapisovanje določenega dela celine ali členitve bolje pisati torej z malo začetnico, ker ne gre za neko točno določeno označeno ozemlje, ampak s tem nakažemo samo torej na smer oziroma na predel celine glede na 4 osnovne smeri neba. Potem je tukaj recimo nadzorni svet ali pa recimo svet staršev. Ali pisati to z veliko ali pisati to z malo začetnico. Nadzorni svet bomo pisali z malo začetnico pogosteje, to pa zato, ker gre samo za eno vrsto organizacije oziroma vrsto organa v recimo podjetju. Če pa mislimo na nadzorni svet kot neko splošno poimenovano, ampak res točno določeno funkcijo, ki jo ima recimo vaše podjetje, pa bomo pisali nadzorni svet z veliko začetnico. Ampak pogosteje bo recimo nadzorni svet pisan z malo, ravno zaradi tega, ker samo označuje neko določeno vrsto te organa. In potem še nazadnje dedek Mraz, torej ali ga zapisujemo z veliko ali z malo začetnico, torej težava se pojavi pri tem torej dedku. Zdaj, na eni strani besedne zveze, ki označujejo oziroma poimenujejo neka religiozna oziroma bajeslovna mitološka bitja, navadno pišemo prvo sestavino z malo začetnico, če gre za torej občno splošno poimenovanje, kot je recimo tukaj dedek ali pa če bi bila recimo babica Mraz ali recimo gospa Božičkova. Ampak zaradi tega, ker se je dedek Mraz oziroma to poimenovanje dedek Mraz že tako dobro uveljavil v našem prostoru, je dovoljen tudi zapis, torej kot besedne zveze kot celotno, torej stvarno lastno ime, oboje z veliko začetnico, torej dedek Mraz. Pravilno je torej oboje. In potem je tukaj, v bistvu že prihajamo na tako imenovano to družbeno plat oziroma družbeno, kjer bomo dejansko videli, kako jezik v praksi funkcionira tudi recimo v družbi kot taki. In ena izmed takih zagat, ki se pojavlja pri pisanju recimo uradnih elektronskih sporočil ali dopisov je, ali osebo, torej ki jo vikamo, vikati z veliko ali malo začetnico, kar v prenesenem pomenu pomeni oziroma v dobesednem pomenu pomeni ali uporabiti zaimek vi, kot zapisati z veliko začetnico ali z malo začetnico. Zdaj, nekoč je veljalo in bilo zelo, zelo uveljavljeno pravopisno pravilo, da osebo, s katero smo res v neenakovrednem družbenem položaju, ki jo recimo spoznavamo ali srečujemo prvič, izkažemo spoštovanje na način, da jo vikamo z veliko začetnico. Torej, zaimek vi zapišemo z veliko začetnico. Danes so ta staromodna, zelo zagatna pravila nekoliko omiljena in je bolje, recimo vsaj v svetu poslovne komunikacije, bolje torej pisati zaimek vi z malo začetnico. Zaimek vi pišemo z veliko začetnico po novem samo takrat, kadar res izkazujemo neko upravičeno in utemeljeno spoštovanje do osebe, ki ji pišemo. Drugače pa je bolj v uporabi res torej pisanje zaimka vi z malo začetnico. In potem je tukaj polvikanje ali z drugimi besedami pojav, ki slovenistom povzroča, torej jim povzroči, da jim grejo kocine pokonci, enako je z torej neustrezno rabo rodilnika. Torej polvikanje. V slovenščini vikamo samo na en način, in sicer vikamo v drugi osebi množine, torej vi, ne glede na to, ali vikamo moškega ali žensko. Torej ne uporablja se ločevanje glede na spol. Zato so primeri: niste odgovorila na moje vprašanje, ali ste že uredila ta projekt, kdaj boste prišel na sestanek, napačni. Zato vedno uporabimo torej drugo osebo množine. Niste odgovorili na moje vprašanje, ali ste že uredili ta projekt in kdaj boste prišli na sestanek. Torej vikamo vedno v drugi osebi množine. Polvikanje je torej znak neupoštevanja osnovnih pravopisnih oziroma bolj slovničnih napotkov in pravil. In preden zaključimo naš, torej današnji spletni seminar,
bom pogledala, če je mogoče se že pojavilo kakšno konkretno vprašanje, ker bomo potem nadaljevali torej s čisto konkretnim primerom, kjer bomo morali vso to znanje, ki smo ga zdaj usvojili, obnovili, polikali, tudi uporabiti na čisto praktičnem primeru, in sicer na primeru pisanja uradnih dopisov in uradnih elektronskih sporočil. Pa da vidimo. Super, torej večinoma gre samo torej za prijazne pozdrave, lepe pozdrave pošiljam tudi vsem vam, torej v vaše domove, na vaš domači kavč. Torej ja, Marija, seveda bo torej vaše vprašanje, če bo možen tudi poznejši ogled. Vse torej spletne seminarje oziroma webinarije bomo torej naložili na portal, torej na multimedijski portal YouTube, tako da ga boste lahko delili recimo tudi z vašimi učenci, dijaki, maturanti, ali pa si ga samo torej pogledali, da boste osvežili svoje znanje. Polikali svoj jezik, torej še večkrat, torej bo seveda možen poznejši ogled. Potem je tukaj Mici, ki sprašuje, torej, kako pišemo vrtec Ciciban, torej ta vrtec z veliko ali malo začetnico. Torej priporoča se torej ta drugi zapis, se pravi vrtec Ciciban kot vrtec seveda z malo začetnico, odvisno glede na to, kakšno je zdaj uradno ime vrtca. Se pravi, če je uradno ime vrtca vrtec Ciciban, potem se mora vrtec pisati z veliko začetnico. Če pa je ta vrtec Ciciban, se pravi, če je uradno ime vrtca samo Ciciban in je ta vrtec torej občno ime, splošno poimenovanje, kot recimo šola ali kakšna druga ustanova oziroma organizacija, pa se seveda torej piše z malo začetnico. Odvisno od tega, kakšno je uradno ime torej vrtca. Zato je najbolje recimo, da si ogledate mogoče kakšno spletno stran ali pa da samo recimo povprašate vzgojiteljice ali vzgojitelje, torej kakšno je uradno ime, naziv vrtca. Če je torej samo Ciciban, potem je uveljavljen torej ta drugi zapis, vrtec z malo začetnico. Potem dejansko vprašanje, ki je zelo na mestu, in sicer raba predlogov, predvsem ta SZ in pa torej IS. Ja, s temi predlogi imamo kar nekaj težav. Zdaj, glavno razlikovanje torej med predlogoma Z in IS je to, da se gre torej za to, da obstajajo torej predložni pari. In sicer s predlogom SZ se vedno veže predlog na, medtem ko se s predlogom V vedno veže predlog IS. In torej v vašem primeru, recimo, če rečemo, da postavimo predmet na mizo, potem ga vedno vzamemo z mize. Če pa recimo postavimo predmet v predal, pa ga potem vedno vzamemo iz predala. Se pravi, ta SZ se vedno veže s predlogom na, medtem ko predlog V se vedno veže s predlogom IS. Zelo, zelo pogosto vprašanje oziroma napaka, ki se pojavlja, je recimo živim v Ljubljani, zato prihajam iz Ljubljane. Če pa živim recimo na Ptuju, pa prihajam s Ptuja. Se pravi, vezava teh predlogov oziroma predložnih parov. SZ vedno zna in predlog IS se vedno torej veže s predlogom. Predlog V oziroma IS se vedno veže s predlogom torej V. Prosim, z veseljem. Torej, da še torej nekako smiselno zaključimo naš tretji spletni seminar, si bomo zdaj pogledali, kako napisati uradni dopis. Uradni dopis je ena izmed besedilnih vrst, ki predstavlja konkretno podlago za pisanje vseh ostalih besedilnih vrst, recimo zahvale, opravičila, priporočila. In oblika uradnega dopisa, kot ga zdaj lahko spremljate torej na drsnici, ni nikjer zapisana kot normativna, se pravi, ni predpisana kot taka.
taka. Oblika uradnega dopisa, kot jo vidite zdaj, smo jo nekako prevzeli po nemškem in angleškem vzorcu. In je oblika torej kot taka se uporablja recimo oziroma učenci se ga recimo učijo že od 4. razreda dalje, uporablja se tudi za učenje slovenščine kot drugega oziroma tujega jezika. Zato je takšna razporeditev uradnega dopisa oziroma oblika, kot jo vidite na drsnici, nekako najpogostejša in tudi omogoča najbolj fluidno, najbolj tako, se pravi, lahko branje, hitro najdemo informacije. Uradni dopis zapišemo oziroma napišemo tako, da v zgornji levi kot zapišemo podatke o tvorcu, torej naše podatke. Torej, to je navadno ime in priimek, podjetje, iz katerega pišemo, in naslov oziroma sedež podjetja. Potem sprostimo eno vrstico, torej v urejevalniku besedil seveda, in na desni strani zapišemo kraj in datum, oboje ločimo z vejico, se pravi posebej kraj in posebej datum. Potem zopet spustimo eno vrstico in ob levem kotu še zapišemo podatke v našem naslovniku, torej ime in priimek, zopet recimo sedež podjetja, stalno prebivališče, skratka vsi podatki. Pri tem, prav pri podatkih o naslovniku bi vas opozorila na dvoje. Bodite pozorni oziroma zelo kritični pri zbiranju informacij v vašem naslovniku. Če zbirate informacije o vašem naslovniku na spletni strani podjetja, ki ni bila posodobljena že približno leto in pol, potem res preverite, ali je oseba, ki ji pišete, še vedno recimo vodja prodaje. In predvsem bodite pozorni pri imenih, ki se lahko zapišejo z ali brez določene črke, recimo Marijan, Natalija in recimo Pija ali recimo Leja z j-jem ali brez. Torej, bodite kritični, pozorni pri zbiranju podatkov, ker če narobe zapišete ime ali priimek vašega naslovnika, že to nekaj pove, torej o vašem spoštljivem odnosu do naslovnika. Potem zopet spustimo nekaj praznih vrstic. Zdaj, čemu služi to spuščanje vrstic? Predvsem temu, da je besedilo bolj fluidno, lažje berljivo in da hitro najdemo tiste točno določene informacije, ki jih iščemo. In še pomembneje, da se te informacije nahajajo načeloma vedno na istem mestu. Potem sledi vsebina. Pri vsebini lahko seveda, če želite, najprej napišete zadevo, recimo opravičilo, zahvala, vabilo, vendar to ni več nujno predpisano. Temu pa sledi seveda nagovor. Nagovor je eden izmed najpomembnejših delov oziroma sestavin uradnega dopisa in glede način, na katerega bomo sestavili nagovor, bomo torej našega naslovnika naslovili, je zelo pomemben. In sicer, ne glede na to, kakšen nagovor bomo izbrali, spoštovana gospa Marija Novak, spoštovana doktorica Majda Petek. Seveda v uradnih dopisih ne uporabljamo nagovorov, kot je recimo dragi, draga, tudi seveda ne dober večer, dobro jutro ali recimo dober dan, ker nikoli ne vemo, kdaj bo recimo naslovnik naš uradni dopis ali elektronsko sporočilo odprl. Ne glede na to, kako zasnujemo zdaj ta nagovor, torej spoštovani, pozdravljeni, je pomembno to, da če nagovor zaključimo z nekončnim ločilom, torej vejico, potem stavek oziroma poved o novi vrstici začnemo pisati z malo začetnico. Če pa nagovor zaključimo s končnim ločilom, najpogosteje je to klicaj, pa poved v novi vrstici začnemo obvezno z veliko začetnico. Potem je tukaj torej vsebina besedila, ki jo recimo, če gre za daljši uradni dopis ali daljše elektronsko sporočilo, tudi ustrezno členimo na odstavke, pomembnejše dele seveda lahko udebelimo. In potem je tukaj seveda še uradni zaključek, kjer recimo zapišemo neke prijazne misli, prijazne želje, na kratko obnovimo pomembnejše podatke, ki smo jih zapisali v uradnem dopisu. In vsak uradni dopis in vsako uradno elektronsko sporočilo ali elektronsko sporočilo nasploh mora imeti tudi zaključni pozdrav. In
Ta zaključni pozdrav lahko navadno oblikujemo torej na dva načina. Pomembno pa je, da se zavedamo, da če uradni dopis ali elektronsko sporočilo zaključimo s pozdravom lep pozdrav, za njim ne stoji nobeno ločilo, ne vejica, ne pika, ne klicaj, ker ta besedna zveza lep pozdrav ne vsebuje osebne glagolske oblike. Če pa naš zaključni pozdrav snujemo tako, da dodamo osebno glagolsko obliko, recimo lepo vas pozdravljam, želim vam vse dobro, zahvaljujem se vam, pa mora seveda torej za tem zaključnim pozdravom, vedno stati ali vejica ali še bolje pika. Potem na desni strani sledi torej seveda tiskano ime in priimek, se pravi, kdo je tvorec tega uradnega dopisa in lastnoročni podpis, ki je obvezen, ker z lastnoročnim podpisom mi jamčimo verodostojnost podatkov. Ni točno določeno, ali ta lastnoročni podpis postavimo nad ali pod zapisano tiskano ime in priimek, pomembno je samo, da ga ne prikrijemo. In potem na spodnjem desnem kotu še naštejemo priloge, če jih seveda uradni dopis vsebuje. Potem je pa še tukaj uradno elektronsko sporočilo, za katerega veljajo načeloma torej enaka pravopisna in slovnična pravila, s tem, da nam določene stvari, torej digitalni svet olajša. Predvsem so to torej podatki o naslovniku. Pravilno moramo v uradnem elektronskem sporočilu izpolniti kategorije. Torej v kategorijo za vedno zapišemo elektronski naslov glavnega prejemnika. Polje kopije, torej KP, uporabljamo samo takrat, kadar želimo elektronsko sporočilo v vednost poslati tudi ostalim prejemnikom, ampak se zavedajmo, da bodo elektronski naslovi vidni vsem, ki smo jih torej navedli. Če se želimo temu na nek način izogniti, uporabimo polje skrite kopije. V tem primeru bodo vsi elektronski naslovi vidni samo glavnemu torej naslovniku oziroma prejemniku. Potem je tukaj zadeva. Pri zadevi torej vam priporočam, da si izberete recimo neko merilo, največ 5 besed. Zadeva mora biti čim bolj izvirno napisana, ker je od zadeve sporočila odvisno, ali bo naslovnik vaše sporočilo odprl ali ne. Potem pa torej glede pozdrava, jedra in zaključnega pozdrava veljajo enaka pravopisna oziroma slovnična pravila in vsako uradno elektronsko sporočilo nasploh mora vsebovati tudi podpis. Ne glede na to, da se že vidi, se pravi, torej kdo ste vi, z katerega podjetja torej pišete, če že to zapišete v jedru, vsako uradno elektronsko sporočilo mora vsebovati torej vaš podpis, torej ime in priimek. In seveda vizitko. Nekatera podjetja že imajo izdelane digitalizirane vizitke. Če tega ni, moramo vizitko seveda oblikovati sami, da naš naslovnik ve, na koga se lahko v primeru vprašanj obrne. Tako. Naš spletni seminar lahko nekako, če smo ga že začeli, tudi zaključimo s citatom, in sicer v tem primeru gre za citat Frana Levstika, ki je v svojem delu, torej Popotovanje od Litije do Čateža, zapisal torej literarni program slovenskega jezika in v njem zapisal: menim, da ni že s tem vse opravljeno, da se piše, ampak da je prva in poglavitna reč, kaj in kako se piše. Se pravi, ne samo, da smo torej opismenjeni, da smo funkcionalno pismeni, ampak da upoštevamo res dosledno vsa slovnična in pravopisna pravila in kar je še pomembneje, da nenehno torej sledimo tem trendom. Tako. Zdaj sem torej jaz s svojim delom končala, pa poglejmo torej, če se je že vmes pojavilo torej kakšno konkretno vprašanje. Ja, tole vprašanje je torej povezano s Kitajsko oziroma raba torej teh predlogov s oziroma iz, je potem torej Peter že zelo lepo torej objasnil oziroma razjasnil, mislim, da torej vaše vprašanje. Se pravi, na nek način je torej možna dvojnica. Hvala, Peter, za pomoč. In potem Mirjana. Aha, torej družbeno vlogo kot tako. Ja, družbena vlogo gre za, lahko rečemo, diskurs, ki jo je zelo, zelo težko opredeliti. Se pravi, če vi kot tvorec uradnega dopisa pišete osebi, za katero veste,
katero niste, torej v enakovrednem družbenem položaju, recimo vašemu nadrejenemu, vašemu bodočemu poslovnemu partnerju, potem ga seveda vikate. Načeloma vikate z malo začetnico. Kako se zdaj to dejansko torej pozna pri ločilih? Glede ločil torej ni bistvene spremembe, torej pazite pri začetnem pozdravu, da postavite ustrezno ali vejico ali klicaj, da vmes med besedilom torej zapišete ustrezna ločila, tam seveda kamor sodijo, in pri zaključnem pozdravu prav tako. Kar se tiče pa torej velike začetnice, kot že rečeno, če z vašega stališča domnevate, da je, če boste zapisali torej vi z veliko začetnico, to upravičeno, če res izražate neko dodatno spoštovanje vašega naslovnika, potem je seveda to upravičeno, torej ga vikajte z veliko začetnico. Ampak res mora biti to upravičeno, če vi do te osebe res izkazujete neko globoko in upravičeno spoštovanje. Tako, bom še mogoče malce počakala, če si bo... Loreta, pozdravljeni. Ja, razlika med glagolama, torej zapišemo in napišemo, dejansko ne gre za veliko pomensko razliko. Tudi če v Fran, v Slovar slovenskega knjižnega jezika zapišete, torej glagola zapišemo in napišemo, boste ugotovili, da ni pomembnejše pomenske razlike. Gre v bistvu za glagola, ki imata v bistvu nedovršnika, torej dva dovršna glagola, torej s končanim dejanjem. Se pravi, nekaj zapišem, nekaj napišem, v primerjavi s tem, da torej z nedovršnim glagolom, torej da nekaj pišemo. Skratka, ni pomenske razlike. To lahko tudi hitro ugotovite, kot že rečeno, če v Fran zapišete, torej zapišemo in napišemo. Tako, ker ni torej nekih dodatnih, konkretnih... Slavica, torej sprašujete me o pogosto uporabljeni besedi beležiti oziroma zabeležiti. Ta besedna zveza oziroma beseda glagol se mi zdi v bistvu popolnoma ustrezen. Je pa res, da ta beležiti oziroma zabeležiti raje uporabljamo v kontekstu, ko nekaj zapisujemo oziroma napišemo v beležko. Se pravi, da si nekaj torej zabeležimo oziroma beležimo. Ta beseda se mi zdi, oziroma glagol, se mi zdi popolnoma ustrezen. Metka, pozdravljeni. Pri uradnem nagovoru, torej kot že rečeno, se lahko uporablja nekončno ločilo oziroma torej vejica ali končno ločilo, pogosteje klicaj. Zdaj, na tem mestu seveda pika ni narobe, seveda piko lahko tudi zapišete, vendar ker gre, bolj se odločamo torej med vejico kot nekončnim ločilom ali klicajem kot končnim ločilom. Pri piki gre za to, da gre torej naša intonacija v govoru navzdol, medtem ko pri klicaju in pri vejici gre naša intonacija, je rastoča oziroma gre navzgor. Torej vedno ali uporabljajmo torej vejico ali klicaj, seveda pa ni popolnoma nič narobe, če zapišemo tudi
piko. Je pa res, da se nekako manj pogosto rabi klicaj ravno zaradi tega, ker daje to torej nasilno intonacijo, kot da se v bistvu želimo na nekoga dreti. Seveda lahko uporabimo tudi piko, to je v bistvu popolnoma stvar tvorčeve izbire. Tako, Tjaša, mislim, da je to Peter zelo, zelo dobro razložil. Ne, tukaj ne gre potem v tem primeru torej s kitajskega, ampak gre torej s kitajske. Želel je opozoriti samo na to, da se torej lahko rabi oboje, se pravi oba torej različna predloga. Ja, Metka, res je, torej klicaj res daje včasih vtis tega kričanja, zato se v uradnih dopisih seveda ni napačno, če se odločimo za to izbiro, ampak je bolje torej, da uporabimo recimo vejico ali pa tudi v vašem primeru lahko piko, gre v bistvu za nek bolj prijaznejši način. In Metka, tudi vam lep večer. Lep večer želim tudi vsem ostalim, torej tistim, ki ste se udeležili današnjega spletnega seminarja, tudi vsem ostalim, ki si ga boste torej ogledali kdaj drugič ponovno. Kot rečeno, jutri ob isti uri, torej ob 8. zvečer, boste s kolegico Majo polikali svoje znanje angleškega jezika, torej čaka vas res ena zelo dober spletni seminar, delavnica z uporabnimi nasveti, torej z angleškega jezika. Z moje strani pa bo to vse. Želim vam res, da ostanite dobro, ostanite zdravi, vam in vašim najdražjim pa še enkrat lep večer in veliko poguma v teh čudnih, nerodnih časih. Lepo bodite in se tipkamo.